Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje, kaj narediti v primeru, ko začnejo zatekati členki. Napisala mi je gospa, da ne zna se odločiti, katera prehranska dopolnila rabi, pač v moji spletni trgovini srečnoživljenje.si lahko dobite tudi prehranska dopolnila, naravna prehranska dopolnila, naravno kozmetiko in naravna čistila. No in v glavnem zdaj najprej za to gospoda razložim, kaj točno potrebuje, pač ne potrebuje vsega, absolutno ne, ampak kombinacijo. Mogoče poznate tudi vi koga, ki ima težave s sklepi, s členki, zatečeno, oteklo in ona razlaga naprej, da v službi dela za računalnikom, da ves čas tipka, pač logično drži miško in da se vse skupaj vnelo. Tukaj lahko tudi naprej vodi to krpalni kanal, vnetje in kaj v tem primeru narediti. No, prvo zadevo moramo razumeti, da vnetje na celični bazi povzroča snov, ki se imenuje homocistein. In to pomeni, da ta snov nastaja zaradi tega, ker imamo v telesu preveliko količino vnetnih snovi. To je primerljivo na ta način, kot bi zdajle, recimo jeseni, nabrali sveže veje in bi jih kurili. Nastane ogromna količina dima, toplote pa nobene. No in to se dogaja na celični bazi. Ogromna količina teh prostih radikalov in vnetja. In predvsem slabše počutje. No, tako da, ali pa kot da bi bili v zakajeni sobi, pač manjka kisika. Zdaj pa kaj potrebujemo, da mi zmanjšamo vnetja v sklepih, mogoče tudi isti nasvet je za putiko, isti nasvet je za vse boleče sklepe, moramo razumeti, kako deluje telo. Prva stvar je omega-3. To je prva stvar, ki jo potrebujete. Na dan se vzame 3 kapsule omega-3, če je tako stanje na meji. Veste, da vas mogoče kaj boli, da imate manj gibljive sklepe, ampak če imate pa že težave, pa lahko povečate. Zdaj raj vam primer ene stranke povem, oziroma enega gospoda, ki je rešil težave s sklepi na ta način, da je 3-krat na dan po 3 kapsule omega-3 jemal. Se pravi, to je 3 grame omega-3 na dan, namesto 1 grama. Ne se ustrašiti, da bo to prevelika doza omega-3, 3 grame na dan, ampak v glavnem 3 grame na dan je količina, ki deluje na to, da se že telo spravi v samo zdravljenje. Vzame se potem zjutraj, opoldne in zvečer. Zdaj, če pa vzamete 3 kapsule, v tem primer 1 gram, pa vedno vzamete pred spanjem. Zdaj pa druga stvar. Moramo razumeti, da omega-3 brez antioksidantov ne bo delovala. Da potrebujemo C-vitamin in E-vitamin. In dejansko potrebujemo oba dva. Zdaj pa zakaj potrebujemo oba dva? Bom dala od spodaj dol vse povezave, tako da boste najdeli vse, kar potrebujete, samo pač lahko preberete tam za več informacij. V glavnem, C-vitamin vemo, da ga spet potrebujemo 1000 mg na dan. 1000 mg to je približno 3 kapsule C-vitamina na dan, ampak vzamete tudi 3 kapsule E-vitamina. Zdaj, zakaj E-vitamin? Ker je omega-3 maščoba in mi potrebujemo antioksidante, ki so topni v maščobi. Hkrati se pa zgodi, da se poveča prekrvavitev in ker se poveča prekrvavitev, s tem vplivate na to, da se prekrvavi tudi členke, da se vezna tkiva, ki so v bistvu maščoba, prekrvavijo in da v bistvu da pride več hranilnih snovi v vezna tkiva in se zaradi tega zmanjšajo pač vnetja na celični bazi. No, zdaj pa naslednja stvar, seveda, da zmanjšamo vnetja na celični bazi, je pametno uporabljati česen. Česen, čebulo, por, vse čebulnice v čim večjih količinah. In če veste, da ne morete s hrano v zadostnih količinah pač pojesti čebule, pa pora, vam priporočam vzemite garlic allium kompleks. Zdaj pa to je kombinacija 6 različnih čebulnic. Na dan se vzame, se pravi v tem primeru, če so že težave z vnetji, 3 kapsule. Česnove tablete oziroma česen sam kot sam deluje tudi proti zajedavcem v črevesju.
Česen deluje na prekrvavitev možganov, deluje proti vnetjem možganov. In zdaj pa, če smo ravno že pri teh zadevah, eno stvar so boleči sklepi, boleča hrbtenica, ampak naslednja stvar je pa, da ravno danes sem ene gospe razlagala, če se vam dogaja, ali pa če koga opazite, da mu kar glava tako deluje, veste, tako kot tisti kuža v avtu, ki ga imajo, ki ves čas dela takole. To pomeni, da nekaj v telesu, neka povezava ne dela dobro in da je potrebno, to je že prvi alarm telesa, da se nekaj dogaja. In zdaj, kaj je tisto, kar se dogaja, je pa pomanjkanje magnezija. Magnezij prenaša signale, deluje tudi na prekrvavitev, deluje na živčne končniče. Magnezij pa potrebujemo tudi zato, da veže kalcij. Kalcij deluje na razstrupljanje in spet, da grejo te kisline ven iz telesa. Zato v tem primeru, če imate vnete sklepe, če ne morete nadzorovati nekih gibov, če vam glava takole dela, če vam migajo mišice, če imate krče, ne nazadnje, vzemite kalcij, magnezij z D3 vitaminom. To je kombinacija kal-mag plus D3. Kombinacija je točno taka, ki pride do vezave, se pravi, D-vitamin pomaga pri vezavi kalcija, magnezij deluje pri vezavi kalcija, s tem, da kalcij deluje na razstrupljanje na celični bazi, da kisline postanejo soli. Tako da spet, koliko jih na dan vzeti, sej 3. Tudi 5 lahko, pa vem, da pomislite, wow, to je preveč. Ne, 1050 mg je dnevna količina kalcija, polovica manj magnezija, pomeni, da potrebujete recimo tam okrog 600 mg magnezija, okrog 1100 mg kalcija, pač nekaj dobimo s hrano, nekaj pa dodamo kot prehransko dopolnilo. No, tako da zdaj, če pogledamo, pametno je dodati nekaj za to, da naše telo začne dobro delovati. Zdaj, za vse tiste, ki iščete odgovore, kaj pomaga, imate v modrem poglavju v knjigi, ko imajo duše žur, imate primer težava, recimo bela koža, pojav celulita, pomanjkanje beljakovin ter vitaminov B6, B9, B12, slabše delovanje limfe. No, to je v bistvu težava. S tem, da potem pa gremo naprej, kaj je pametno uporabljati, recimo, kjer dobimo največ teh B-vitaminov je seveda skuta, jajca, pršut, potem poleg tega je pametno uporabljati silicij. Zdaj pa še ena stvar, za vse tiste, ki imate težave s kožo, ki imate težave s sluznico, ki imate težave tudi s sklepi, ki imate težave z lasmi, mogoče bi bilo pametno dodati tudi silicij. Zdaj, silicij imam jaz samo v prehranskem dopolnilu Vegan D, se pravi v tabletkah D-vitamina. Tam noter imam silicij, seveda lahko pa greste v lekarno in tam vzamete silicijev gel ali pa ga po internetu naročite. Pač jaz sama zdaj uporabljam samo te Vegan D-vitamin, ker je silicij že zraven. No, potem pa naslednja stvar, kaj je pa pomembno razumeti, takrat, ko imamo težave s sklepi, zdaj pa gremo pogledati težave s sklepi. Ok, bom pogledala, tresoče dlani, s prebavo, z očmi, lasmi, jetri, šibki, nohti, suhi. Ok, da jaz zdaj vidim, kje imam jaz to sladkorna bolezen, sklepi bolečine, na strani 111 v knjigi, ko imajo duše žur. Pomanjkanje omega-3 maščobne kisline, vitamina C, silicija in beljakovin. No in zdaj, če mi gledamo, da še beljakovine potrebujemo. Seveda, beljakovine s hrano lahko dobimo, ker beljakovine so povsod. Beljakovine so v vseh mlečnih izdelkih, beljakovine so v jogurtu, kefirju, beljakovine se nahajajo v oreščkih, kot so mandlji, orehi. Beljakovine dobite v pršutu, v ribah. Beljakovine lahko dobimo, ampak problem pa je pri ljudeh, ki pa jejo premajhno količino oreščkov in premajhno količino mesa ali pa rib, ali pa ne jejo pršuta, ne jejo niti mlečnih izdelkov, se pa vprašamo, kje dobi beljakovine in naprej, kje dobi B-vitamine, ker je nemogoče s hrano dobiti zadostno količino. No, v tem primeru priporočam, vzemite še Neolife Shake. Neolife Shake ima noter vse vitamine in minerale, poleg tega pa vsebuje tudi
vse beljakovine in so že razgrajene na manjše delce, tako da vplivajo na to, da se direktno vsrkajo v vaše telo. No in zdaj, če pogledamo naprej. Čustveni vzroki, ki vplivajo na to, da imate bolečine v sklepih. Dajmo še to pogledati. Občutek, da ste obtičali v nekem odnosu. Oklepanje navidezne varnosti. In zdaj, če se vrnem na to gospo nazaj, ona je v službi in dela za računalnikom. In mogoče je ona službo prerasla, ampak se je oklepa, ker ji nudi varnost. In to oklepanje ji je začel slabš delovati. Zato, ker če vidite, da ste nekje obtičali, mogoče čas, da počistite podzavestne programe in preverite najprej s mišičnim testom. Strah me je resnice, strah me je postaviti te meje, strah me je, da bi izgubila ljubezen ali izgubila varnost. No in druga stvar, ponavljati si pozitivne afirmacije in predvsem počistiti zdravilno molitvijo dekodiranja, vse to, kar ne paše v mojo podzavest. Naslednja stvar pa, neskončnemu v meni lahko vse uspe. Kar mi ne služi več, naj odide iz mojega življenja. Upam si premagati svoj največji strah. Dovoljujem, da me vodi moja duša. In mogoče naj bo vaša afirmacija prav ta. Dovoljujem, da me vodi moja duša. Dovoljujem, da me vodi moja duša. In kot sem govorila v zadnjem videu, sem govorila, najmočnejša afirmacija je zaupam ali pa verjamem, da mi to uspe. Verjamem, da mi to uspeva. Zaupam, da mi bo vse uspelo. Meni vse uspeva. Dajte si ponavljati čim več pozitivnih afirmacij, zato ker pogledajte, varnost je nekaj, kar je pač potrebno, da jo imamo, ampak po drugi strani se pa v življenju vse spreminja. No in da zdaj vidimo. Prehod v novo dobo pa Ošotove karte. Za vse tiste, ki imate bolečine v sklepih. Kaj vam stvarstvo sporoča, kaj je tista stvar, ta trenutek, kar je res potrebno, da slišite? Obilje pa krivda. Glejte, tole karto, pogledajte, kakšna karta je. Drži se za glavo in kupenih stvari gre po glavi. In po drugi strani obilje, zorb, obilje. Obilje je. In to je vibracija. Ko sem naravnana na obilje, prihaja obilje v moje življenje, ga je vedno več v mojem življenju in enostavno vse deluje v mojo korist. Zato zaupajte v svoje sposobnosti. Jaz zdaj gledam še naprej, ki imam tele karte prehodu na vodobo, pa še to poglejmo. In čutim, da se sproščajo, zdaj, ko govorim, neke zanimive energije, kar se tiče varnosti, tako da sem prepričana, da to, kar tudi vi predelujete, je povezano s tem, da predelate neko varnost. Še povabilo. Pripravljam šolanje, da vas bom naučila to, kar sem jaz naredila. Korake od tam, kjer sem bila popolnoma nezadovoljna, zdravstvenimi težavami, slabo samopodobo, z denarnimi težavami do tega, da sem danes lahko rečem, jaz sem uspešna, da mi dobro gre v življenju, da vem, kam grem, da sem zadovoljna s tem, kar delam in da živim svoje poslanstvo. Tudi spodaj se lahko vpišete za več informacij, to je brezplačna skupina, to, kar zdaj pripravljam, tako da popolnoma brezplačno boste prišli do raznih informacij. Zdaj zaenkrat se samo vpišete in potem dobite pa na mail naprej informacije. Pa da vidimo zdaj še tole in kaj je ta trenutek pomembno. Zaupajte v angelsko vodstvo, nadangel Ariel, prosim za pomoč, naj jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. Nadangel Ariel je močan angel, ki nosi sporočila, močan angel, ki odpira novo vizijo, ki vpliva na tretje oko, ki enostavno ti nosi informacije in če si majčkeno odprt, jih imaš takole pred nosom. Enostavno se ti pokažejo, neka reklama mogoče pride, nekaj vidiš, nekaj te usmerja neprestano naprej in mogoče je časih prav, da spustimo kakšno
kakšno misel, ki nas vodi, a veste, ki je tista notranja, ki govori, se ti ne bo uspel, se ti ne pripada, ne, se boš tukaj biti, pa čeprav veste, da v vas že kriči, da ne morete več. Mogoče je res čas za premik naprej. Naslednja karta je prišla čiščenje preteklosti. Osvobodite se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. Vi tega ne potrebujete več, to je vaša šola, ki vas uči iti naprej. In čaka vas bogastvo, lejte to, čaka vas bogastvo. Jaz sem toliko prepričana v to, da živimo v svetu obilja. Res sem prepričana v to. Poglejte naravo. Narava nam točno to kaže. Narava je polje obilja. In vsak ima svoj talent in če bi gledali svojega talenta, kje smo dobri, kje poje naša duša, tam je naša pot. Vem, tisti trenutek ti naredi, ampak mora plačati položnice. Ja, vsi jih moramo plačati. Ampak verjemite mi, življenje ima za nas plan. Kje sem poslušala, mislim, da Oprah je govorila o tem, da ko je ona spustila to, kaj mora delati, kakšne oddaje, ampak je rekla, stvarstvo vodi me. Naj delam take oddaje, ki bojo v skladu z božanskim načrtom zame. Kakšne sanje imaš zame, stvarstvo, kakšne sanje imaš zame. In če pogledate, vi imate, vaša duša ima neke sanje za vas in vas želi popeljati naprej in mogoče potem rabimo včasih kakšno težavo, zato da jo predelamo, kakšno bolečino, da ozavestimo kakšen program, zato da lažje naredimo korake naprej. Tako da naredite korake za sebe, zato ker se imate radi in seveda povabljeni, spodaj imate povezavo, prijavite se za več informacij. Jaz se veselim vseh teh projektov, ki jih zdaj pripravljam in nekako čutim, da sem se premaknila naprej, kar je pa najbolj pomembno, s tem, ko sledimo tem sporočilom vsem noter, da nekaj naredimo, poleti, veste kaj, dobimo krila. Dobimo krila in nas ponesejo naprej. Tako da želim vam vse dobro in delajte korake za sebe. Predvsem tisti, ki imate bolečine v sklepih. Čas je za premik. Uživajte.